Dobrodošli, to je oddaja Zmorem. Alen Kobilica je eden izmed najuspešnejših paratriatloncev na svetu. Zaupal nam je nekaj skrivnosti svojega uspeha. Plavalec Darko Đurić se v družbi Sama Vidica preizkusil malce drugačni vlogi. Naša gostja je bila tudi plesalka na invalidskem vozičku Nastja Fjolič. Že od nekdaj sem bil povezan s športom. Kot otrok sem igral nogomet, kasneje sem končal tudi fakulteto za šport. Je pa res, da se nikoli nisem profesionalno ukvarjal s športom, mogoče ravno zaradi vseh ostalih dejavnosti, ki sem jih počel. In v bistvu vrhunski šport je prišel šele potem nekako po moji izgubi vida. Verjetno je razlog pravi to, da sem nekako svoje prioritete moral spremeniti glede na mojo situacijo, se pravi ta izguba vida. In pa nikakor nisem želel pustiti športa, ki mi je vedno, skratka od nekdaj mi je ogromno pomenil. Kar se tiče odločitve za triatlon, je bila zelo enostavna. Namreč triatlon združuje 3 športe: plavanje, kolesarjenje, tek. Vse se dogaja v naravi. Namreč jaz sem človek narave in tudi samo gibanje pri triatlonu je v bistvu različni sklopi mišic delujejo, pri plavanju, pri kolesarjenju in pri teku povsem različni. In nekako se mi zdi, da je to en tak najboljši učinek, skupni učinek na telo. Ne samo, da mora zaupati partnerju, najprej mora zaupati samo sebi, da si sposoben nekaj takega narediti, potem mora 100% zaupati svojemu partnerju. Namreč tukaj gre za neko sinhronost, za nek skupni cilj. Kljub temu, da je triatlon v svojem bistvu individualen šport, gre pri paratriatlonu na nek način za timski šport. Se pravi, ti imaš partnerja, ki je s tabo skozi vse 3 segmente in tukaj gre za to povezanost. Enostavno midva morava na nek način čutiti drug drugega in s čim manj besedami čim več povedati. To je bistvo. Hitrosti so izjemne, Treba je vedeti, da 20 km prekolesarimo tam v povprečju 45 in 50 na uro, s tem, da tukaj ni zavetrja, zavetrje je prepovedano, se pravi, si dejansko sam na kolesu. Včasih gremo tudi preko 80, tudi 90 na uro smo se že dotaknili. Pogum, enostavno ne smeš razmišljati. Manj, kar razmišljaš o tem, čim strah prileze, samo še potencira vse skupaj in potem si v težavah. Tako da je treba iti kar po domače na glavo. Zagotovo je prva taka prelomnica je bila prva zmaga v svetovnem pokalu. S tistim nekako prebiješ led. To je bilo v Južni Afriki z Jaroslavom Kovačičem. In pa potem kasneje tudi naslov evropskega podprvaka, enako tudi z Jaroslavom Kovačičem. Tako da bi rekel, da je to tista glavna prelomnica. Treniram povsem, jaz bi rekel, tako kot običajni triatlonci, skoraj. Ne vem, če se ljudje zavedajo, imam 1 do 2 treninga na dan, praktično ni premora. Če hočeš biti v vrhu, je to enostavno nujno potrebno. In treningi so, se pravim, po temule grem na trening, popoldne me čaka še en trening, jutri gremo že na pot. Tako da konstantno si v neki pripravljenosti, še to je. Tekme so skozi celo sezono in tudi najpomembnejše tekme so skozi celo sezono, tako da je potrebno biti konstantno pripravljen. Ne gre za to, da bi lahko temperiral svojo formo, bi rekel, ne vem, junija je pa ta glavna tekma, in vse okoli junija in to je to. Praktično nam se začne že
od maja pa do konca septembra. Vmes se moramo pripravljati za ta maj. Ne. Mogoče to tono. Mislim, da se z motivacijo na nek način tudi malo rodiš, da je to tebi nekaj s čimer si prišel na to stran in eni jo imamo več, eni manj. Ne. Eni imajo vse, pa nikakor ne najdejo motivacije. V bistvu jaz solastnik podjetja, kjer ukvarjamo se skratka z ekološko rastlinsko prehrano. Najbolj so poznani naši ekološko-rastlinski sladoledi, Indian Pipa. Ja, tukaj noter jaz zagovarjam to, da so stvari, ki jih jemo, ki jih dajemo v sebe, izključno ekološke, se pravi ekološko certificirane. Dobro, pri meni je še ta posebnost mogoče, da ne uživam sestavin živalskega izvora in pa mlečnih izdelkov. Tako da v bistvu ne pravim, da je to da je hrana najpomembnejša stvar, ampak je pa izjemno pomembna v tem mozaiku življenja. Ena izmed teh pomembnih komponent, namreč hrana, glava in vse skupaj naredi neko celoto, tako da takrat je lahko šele optimalen performance, ko je vse skupaj združeno. Ja, tako da moram reči, da gre to kar nekako pri meni z roko v roki, vse dejavnosti, ki jih počnem, kar vse se nekako povezuje v eno celoto. Za mlajše generacije, seveda to je zdaj moje mnenje, ki bom pa rekel, ki je pa kar resnično. Mladi morajo vedeti, da bodo morali poleg tega, da so vrhunski športniki, bodo morali sami sebe tudi zelo dobro znati prodati. Bojo morali imeti tudi to žilico za medije, da bojo morali znati nastopati, ker danes, če pogledate, so športniki, te najboljši športniki, so tudi tisti, ki znajo zelo dobro s kamero delati, zelo dobro se znajdejo pred kamero. Kamera jih mora imeti rada in to kar poudarjam, zato ker na koncu je lahko nekdo vrhunski športnik, ima odlične rezultate, ampak potem v nekem trenutku zmanjka denarja in ne more več uresničiti svojih sanj. Tako da je pomembna tukaj, zelo pomembna in vedno bolj pomembna bo ta povezanost, prav nekega vrhunskega športnika tudi s tem, da bo znal delati z mediji. Tako da meni se zdi to zelo pomembno sporočilo za vse mlade, ki prihajajo. In to ne glede na to, ali je to običajen športnik ali pa parašportnik. Zdaj pa še odlična novica iz sveta atletike. V Sofiji je potekalo 4. evropsko mladinsko prvenstvo za gluhe in naglušne atlete in atletinje. 17-letna Iris Bregansk je v Bolgariji osvojila kar 3 odličja, postala evropska mladinska prvakinja v metu kopja in v skoku v višino. Pri suvanju krogle pa je osvojila srebrno medaljo. Slovenska reprezentanca v odbojki sede v minulih letih na velikih tekmovanjih dosegla številne uspehe. Tudi letos se je mudila na Koroškem, kjer je pri pripravah sodeloval tudi eden izmed najboljših odbojkarjev na svetu, Tine Urnaut. Pa moram reči, da je sedeča odbojka v naši družini že dolgo časa. Moja mama je bila, mislim, da na vseh velikih tekmovanjih proglašena za najboljšo igralko. Oče je bil trener te ženske reprezentance sedeče odbojke in so res imeli fantastične uspehe. Mislim, da je bila tudi predsednica svetovne odbojkarske zveze za sedečo odbojko. Mama, tako da je v bistvu že celo življenje nekako v naši družini. Jaz se spomnim tudi, da sem enkrat nastopil na svetovnem prvenstvu do 23 let, ki je bilo v Kamniku, tako da sem pa zelo vesel, da imamo danes možnost sprejeti moško reprezentanco in bomo tudi odigrali eno prijateljsko tekmo družina Urnaut, v bistvu udeleženci kampa, trenerji proti moški reprezentanci. Pa absolutno vse spoštovanje jim gre, da najdejo motivacijo, energijo, da tudi po težkih poškodbah se odločijo za šport in pridejo v odbojko in
veliko od njih poznamo, so družinski prijatelji, fantastične osebe in res imajo toliko neke energije, motivacije, da trenirajo, da hodijo na velika tekmovanja po klubih po Sloveniji, priprave z reprezentanci, tudi po mesec dni jih ni doma in jaz se, v bistvu so vsi to moji prijatelji že odkar sem jaz začel igrati odbojko. Sem hodil prvič v dvorano na treninge z njimi in takrat nekako sem zljubil odbojko, ampak če primerjam to z normalno odbojko stoječo, sem bil vsakič, ko sem se dol sedel, še 2-3 dni v težavah, ker so čisto drugačni gibi, dosti težje se premikati, od bolečine v gluteus, vse ostale mišice, ko jih pri normalni odbojki ne uporabljaš, tako da je zelo zakomplicirano, ni lahko in res so spoštovanje. Darko Đurić is a Slovenian Paralympic swimmer who was born with one arm only. Okay, Darko, I will dive and you just swim over me. I will shoot the last stroke. And if there is something I need to tell you, I'll come up. Okay? Samo Vidic je eden izmed najbolj uveljavljenih športnih fotografov na svetu. Tokrat je sodeloval z našim odličnim paraplavalcem Darkom Đurićem. Pogovor na snemanju je potekal v angleščini, ker je šlo za odmeven mednarodni projekt. Se pravi, Darko je bil eden izmed 4 v mojem izboru. Jaz sem Darko prej poznal samo tako prek medijev, no. Pa vem, da je Vrodovalc treniral pa tako naprej. In jaz sem mu poslal mail, Matej Globočnik mi je dal kontakt z Vrodovalc trener, sem mu razložil, za kaj gre, bil je tudi takoj za, tako da na začetku, glede na to, da je Darko zdaj na pripravah, je več ali manj na Nizozemskem, tam trenira, sem rekel, zdaj lahko mi tja pridemo, sem rekel, lahko pa jaz tebi karto kupam, pa prideš ti še malo domov, tako da je imel malo problemov, da je to sicer, bil je takoj za, seveda, da prideš še malo domov pogledati familijo. Tako da smo to naredili, no. Jaz sem se tle na Difu zmenil za bazen, smo lahko po noč delali, so šli tudi ful na roko, pa smo naredili, no. Darko je bil super, no. Mislim, to z njimi delati, z vsemi v bistvu temi 4, ki smo zdaj delali, je tako taka pesemca, no, ker so tako hvaležni za vse. Jaz sam veš, da delam skrb svetovnimi nekimi zvezdami športa, pa ni zmeri lahko, no, delač od tega, ne. Ampak to je bilo pa meni tako en tak dopust delovni, recva. Tako, ful so hvaležni, no, ni jim problema nič, ne vem, 10 minut dela, karkoli, tako fajn, no, energija je bila. Darko pa itak, tak preprost dečko, ne, mu je bilo super, ne, mu je bilo to že to, da je bil lahko tam, mu je bilo ful fajn. Ja, mi smo se dobili ob 11. zvečer na Difu, pa da smo pripravili vse skupaj, kakšno uro trajali. Pol pa pod vodo, ne, slikati je malo bolj kompliciran, pa tako tlele zdaj v studiu, ki lahko primeš pa premakneš, ne. Tako da treba ga je bilo ujeti tudi v ta pravem momentu, ne. Zdaj, ker recimo, jaz sem plavalce prej pod vodo že slikal, pa je veliko lažje v pravem trenutku jih ujeti, ne, kakor pa recimo Darko ima pač sam eno roko in imaš toliko manj šans, recimo, da je res tista pravi moment, no. Tako da, pa še to, da ti ne moreš njega terati 2 ure na maksimum, ne. Enemu plavalcu je veliko lažje to, ne. Tako da jaz sem mu povedal, ko boš zmatran, povej, pa bomo naredili pauzo, ampak pol, jaz sem tudi delal, jaz sem pozabil tudi malo na to, pa enkrat tako zelo, tako malo mu je bilo naroden reči, da je pa zmatran, ne. Sem rekel, povej, kaj pa mi ne rečeš, bi lahko rekel 15 minut nazaj že, ne. Ni problema, samo povej, imaš dost, pa se bomo ustavili, ne. Tako da je bil ful motiviran, no, pa
Načeloma smo ta prav fotko imeli zelo hitro, no, je bilo po moje po enih 15 minutah, ampak pol jaz zmeri malo začnem komplicirati, pa mogoče tako, pa malo drugače pa. Okay, so we have the action photo. Let's go to shoot the portrait. Let's go! Okay, let's go. Pol s portretom je bil pa malo problem, ker je vse bilo tam okrog, pa se je malo odbijal preveč, pa ni bilo prostora, tako da sem jaz tam z ene slačilence, mislim, da je, ali je pa celo od reševalcev soba, no. Da sem v bistvu za tiste sobe ven slikal, da smo vzati imeli dosti temno. Mislim, da smo mu povedali, 2 vedra vode, z vsake strani boš dobil 1 veder vode, pa se smejal se je bilo tudi zabavno. I'm really happy I had a chance to work with you. Ah, come on. You'll come again if I call you? Yeah, of course. Ja, od zunaj je bilo kar, ja, od National Geographic, Wired Magazine, v bistvu vseh fotografskih revijah, karkoli pomenijo. Zdaj še malo zbiram ta clipping, no, dobivam od Canon, ampak ja, me je kar presenetil odziv v tujino. Pri nas, tako bom rekel, tradicionalno slabo, a ne vem zakaj, ampak glede na to, da je Darko tudi zraven, se mi zdel, da sem izbil tiste prvi, ki me je poklical. No. Meni super, mislim, jaz itak ciljam na tujino že vsa ta leta, a ne. In meni je to ful v čas, da National Geographic pa Wired to objavil, ne. To ni kar tako, da prideš vsak dan tja. Sploh, ki je nek brand zraven, pač umešan, ni najlažje, ampak če pa dober, je pa tudi se da, ne. Ja, za ples sem se v bistvu odločila tako, ne z namenom, da bom šla plesati. Najprej sem šla v plesni klub Zebra, kjer sem jim posnela promocijski video. In nedolgo zatem sem rekla, ok, bom mogoče šla na kakšen trening, pogledati pa tako. No, in v bistvu se niti ne spomnim, kar naenkrat sem začela hoditi na treninge in potem je prišla prva tekma in druga tekma in zdaj se s tem ukvarjam že, mislim, da dobrih 5 let. Ja. Zdaj, če se ne motim, so Nizozemci začeli s to zadevo, s plesom na vozičku. Oni imajo neko tako tradicijo in je tudi več plesalcev, več klubov. Tudi mogoče glede športnih pripomočkov so malo bolj, kako bi rekla, no, država več da vloži v to, kakor pri nas, recimo. In tudi z tega vidika se pol pozna, da se ljudje prej odločijo za to, ker če ti pač vseeno sam moraš biti v tem, boš parkrat premislil, če boš se res odločil za to zadevo. Tako da, ja, Nizozemci, zelo močna konkurenca je tudi, ne vem, Rusiji, Filipinci, tako. Mislim, da vsaka država ima vsaj 2-3, ki so res, res dobri. Tako bom rekla, če primerjam ples hodečih, ne, in pa ples invalidov, no, vsi se ukvarjamo z isto rečjo, ampak vseeno imamo mi še toliko več enega zalogaja finančnega, zaradi tega, ker brez plesnega vozička niti ne moremo na parket. Jaz to zelo dobro vem, ker sem 3 leta plesala z precej dotrajanim vozičkom, težkim, ker tudi če je invalidski voziček, ne pomeni, da je isti, ne. Recimo plesni vozički so zelo lahki, zelo okretni, odzivni in tako, tisti so pa tako, kakor da bi se, ne vem, z neko škatlo prevažal okrog. In ja, se definitivno to pozna na rezultatu, na volji, na vsem skupaj, ne. Tako da, kaj bi pričakovala od države vnaprej? Ne vem, mogoče samo, da ne rabijo dati celoto, en del, da vzpodbudijo človeka, da reče, ok, vejo, da sem tle, želijo, da zastopam slovenske barve. Ne delam to samo zaradi tega, ker je samo meni všeč, ampak zaradi tega, ker sem ponosna, da živim tukaj, ne. Da, to je dostikrat malo na meji, ta zadeva. No, meni se zdi, da prej začneš s plesom boljše, ker ti to, ples je ena taka stvar, ki jo zelo težko v kratkem času prineseš
ne vem, tvoji možgani se morajo zapomniti določene gibe, dobro je, če si cel čas čim več povezan z glasbo, da si v ritmu, da slišiš ritem, da ga čutiš. In jaz sem sama mnenja, če bi imela možnost, ne vem, kot otrok, kot ne vem, 6, 5, 7 let stara, bi definitivno prej začela s tem, ker se mi zdi, da potem tudi dlje vzdržuješ to neko vitalnost telesa in ja, definitivno je dobro, čim prej. Zdaj, če grem čisto na začetek. Pač naš plesni klub Zebra je klub, ki se dobrih 10 let, 12-13 let ukvarja s plesom na vozičkih v pretežno standardnih in latinskoameriških plesih. Poleg tega se ukvarjamo tudi z, ne vem, kakšnimi plesnimi predstavami, nastopi, kakorkoli. Ampak žal je zaenkrat to edini klub, ki se ukvarja s tem. Imamo tudi razne tečaje, delavnice, ki se dogajajo v Mariboru. Če nas pokličejo, kakor ne vem, goste, no, kako bi rekla, da se potem ukvarjamo z njimi. Dostkrat so nas zdaj tudi te osnovne šole začele klicati, ker se mi zdi, da želijo to, da se razve, da ljudje vejo, da to obstaja, da se to razširi. In sem tudi mnenja, da je to zelo dobro za povezovanje hodečih in invalidov, če se lahko tako izrazim, ker v bistvu vseeno je to neka dejavnost, nek šport, kjer ni invalid sam, ampak se združi. Jaz mislim, da je to glasba, da v bistvu glasba naredi svoje, ker sama tudi dostikrat pridem na trening, ne vem, imaš zelo naporen dan in si tako, zdaj moramo še 2 ure trenirati, ampak naenkrat, ko se glasba sprosti, je vse lažje, vse se zgodi in mislim, da je to pa tudi energija sama trenerja našega, ki je tako vodi vse skupaj, nam da tisto voljo, dajmo še, imamo to, lahko to naredimo. Tudi, ne vem, sami tekme, sami nastopi, to je vse, en tak začaran krog, z katerega ne moreš ven. Zdaj imamo 2-krat tedensko so skupinski treningi, kar pomeni, da bolj ko ne preplesujemo. Pol so pa še individualni. Zdaj, ponavadi pred neko večje tekmo, ne vem, recimo v mesecu novembru gremo na Evropsko prvenstvo, definitivno vem, da bo trening vsaj 5-krat na teden, no? Ker se mi zdi, da se takrat lahko zadeve pilijo, dela se na kondiciji, dela se vse skupaj, pač eno z drugim, tako da rečemo, ne vem, 4 do 5-krat tedensko, odvisno od priprav za tekmo. Najprej jaz sem se prvo leto pisala na Akademijo za likovno umetnost, ampak sem se potem zaradi vsega skupaj, načeloma nočem, da bi dostopnost zdajle težave, ampak ja, je bila kar velika ovira, tako da sem se potem odločila prepisati na visoko šolo za storitve, smer fotografija, kjer so bili pa malo bolj obzirni, pa so se mi pač prilagodili glede na dostopnost in tako. In ja, zdaj sem absolvent, pišem diplomo, rada to počnem in se bom v prihodnosti definitivno še ukvarjala s tem. Ja, mislim, spominjam se glih ne, no. Pri 4 letih so mi diagnosticirali spinalno mišično atrofijo. Predtem so bile tudi druge stvari, ki so pač žal takrat še ni bila tako napredna ta tehnologija in medicina, da bi takoj vedeli, kje je težava. Tako da ne spomnim se, no. Mogoče v tem trenutku, ko razmišljam o tem, ne vem, kako so se počutili moji starši, kakorkoli, ampak se mi zdi, da so oni tisti, ki so potisnili zadevo naprej, da sem se razvila v tako osebo, kakor sem zdaj in sem jim za to zelo hvaležna. Če pa pomislim na osnovno šolo ali pa srednjo šolo, če mi verjamete ali pa ne, nimam ene slabe izkušnje, vem, da dostikrat se dogaja pač, da so otroci na vozičku ali pa kakorkoli ovirani, tarča posmeha ali pa kakorkoli, ampak ne, ker se mi zdi, da sem tudi sama dosti tak karakter, da takoj povem oziroma dam vedeti, da tle meja konc. Tako da, ja, to. Moje ime je Nastija Fiolič in se ukvarjam z standardnimi latinskoameriškimi plesi na vozičkih. In vse, kar lahko rečem, je, da ples je energija, ki se prenaša. V prihodnji oddaji bo z nami odlična mlada atletinja Iris Breganski.
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.